Lepo zdrav, dobrodošli nazaj v malo šolo Audio Pro. Jaz sem Aleš in danes, za razliko od prejšnje epizode, govorimo o kondenzatorskih mikrofonih. Zelo na hitro lahko povemo, kje se kondenzatorski mikrofoni uporabljajo. Zaradi svoje občutljivosti so primerni za tišje inštrumente, zelo detaljne inštrumente in pa recimo za snemanje kakšnih reverbov in podobnega. So zelo občutljivi, z njimi ne smemo rokovati tako kot z dinamičnimi mikrofoni, kajti se lahko kar hitro pokvarijo, če je rokovanje z njimi nepravilno, in za svoje delovanje potrebujejo konstantno napajanje, ponavadi 48 voltov, oziroma tako imenovano fantomsko napajanje, ki ga proizvaja oziroma ponuja že mikrofonski predvajačevalec. Kondenzatorski mikrofoni so sestavljeni iz prevodne membrane in pa plošče za njo. Zelo poenostavljeno povedano, pritisk zvoka na zgornjo prevodno membrano povzroči, da se razdalja med ploščama zmanjša ali poveča, no in to premikanje razdalje potem povzroči zelo šibak električni tok, ki ga s komponentami v samem mikrofonu ojačamo in s tem dobimo potem zvok mikrofona. Ker je ta premik zelo majhen, je tudi občutljivost mikrofona velika. In kot smo že dejali, zaradi tega so kondenzatorski mikrofoni primernejši za snemanje zvokov z nižjim SPL-om, torej z nižjim zvočnim pritiskom, ali po domače povedano tišjih zvočnih materialov. Toliko za danes, to je bilo vse v mali šoli Audio Pro. Upamo, da boste z nami tudi naslednjič. Čau!